Gospod minister, je bila Hrvaška na današnjem redu seje vlade? Ne, ni bilo na današnje seje. Kaj pa je novega? Nič novega. Mislim, da smo včeraj imeli tiskovno konferenco našega tiskovnega predstavnika in je povedal vse, kar je bilo zapovedati. Drug teden bom verjetno šel v Bruselj in to je vse, kar je zdaj zapovedati. Pa vendar je kontradiktorno. Gospod Balažič je govoril eno, potrdil je za navedbe Pop TV-ja, medtem ko gospod Jandrokovič govori o nečemu drugemu. Verjetno, ne vem kaj, nisem videl, kaj je Jandrokovič govoril. Gospod Jandrokovič je rekel, da je bil dogovor tiha diplomacija, a vi to ne poštujete. Pa dogovor je tiha diplomacija. Se pravi, ne boste več zdaj odgovarjali? Ne, zanima me resno. Dogovor je bil tiha diplomacija, ampak vsak dan slišimo iz Hrvaške zelo ostro retoriko, tako da se ne bi jaz ne bi pristal na to, da mi hrvaški kolega učijo tihi diplomaciji. Piranski zaliv, kondomini? Nič ne vem o tem. Pa bi bila to rešitev za Slovenijo? Ne vem, bomo to razmišljali, ko bo na mizi. Odbor za zunanjo politiko je postavil neke pogoje. Kdaj boste to obravnavali, kdaj boste to sprejemali? Odbor za zunanjo politiko je postavil neke okvire, v kateri naj se pogajalska skupina giba, oziroma v kateri naj se jaz gibam, ko se pogovarjam, in to bomo upoštevali, ko se bomo pogovarjali. In o tem bomo tudi seznanili Irina. Katere so pa bile zunanje politične teme na današnji seji vlade, ki niso interne? Moj obisk na Kosovu. Mislim, da je to od mojih zadev verjetno najpomembnejša. In druga je kandidatura dr. Petriča za generalnega direktorja IAEA. Kaj pa veleposlaniki? Vemo, da se določeni že imenujejo. Ste zadovoljni s tem? Oziroma imenujejo vsaj začasno določeni, pa vseeno. Kdaj bomo Slovenija dobila vse veleposlanike na tistih mestih, kjer manjkajo? Mislim, da so skoraj že povsod. Mislim, da gremaje imajo tako rekoč že vsi in odhajajo sedaj v roku meseca. Mislim, do konca maja bo vsi na svojih mestih in s tem bo popolnjena celotna mreža. Jaz sem zelo zadovoljen s skupino, ki gre zdaj ven. Mislim, da je to neka druga skupina, neka nova energija prihaja na naša diplomatska mesta, tako da sem zadovoljen. Minister, kakšne možnosti ima kandidatura gospoda Petriča? Kako ocenjujete, kakšne možnosti pripisujete te kandidature? Mislim, da je to realna možnost ima za uspeh, zato tudi kandidiramo. Prejšnja dva kandidata nista uspela. Mislimo, da je lahko kandidat iz Slovenije, posebej dr. Petrič, ki je bil v IAEA, ki je bil v upravnem odboru in celo vodil ta odbor 2 leti, ima vse kompetence, da bi lahko bil uspešen. Tudi Slovenija kot država, ki ni izpostavljena glede jedrskega vprašanja, mislim, kot taka, da bi lahko bila sprejemljiva. Je pa vse odvisno od drugih kandidatov, tako da mi gremo zdaj v bitko, da tako rečem, in bomo čez teden, 2 ocenili, v kakšni formi smo. Mislim, da pa konec maja bo pa že odločitev sprejeta. Kako je pravzaprav prišlo do njegove kandidature? Ni to neodgovorno do ustavnega sodišča, kjer pol leta upravlja svoje delo? Kdo ga je izbral? Ste ga vi predlagali? Se je sam ponudil? Kako je prišlo do tega? Nažalost imamo samo enega dr. Petriča, ki ga lahko predlagamo za generalnega direktorja IAEA. Zavedamo se tega, da je on trenutno ustavni sodnik in mogoče bo tudi ostal ustavni sodnik, razumem, je tudi dober ustavni sodnik, ampak nekako smo ocenili, da bi lahko bila to uspešna kandidatura. To je pomembno mesto v mednarodnih organizacijah in vsekakor bi bilo dobro, če bi ga Slovenija dobila tudi za promocijo Slovenije, za potrditev Slovenije v mednarodni skupnosti. Delovne naloge Dimitrija Rupla so? Z dr. Ruplom sva se sestala, sva se pogovarjala o možnih projektih, pripravljen konstruktivno sodelovati in prevzeti kakšnega od projektov, konkretno katerega bova pa še nadaljevala pogovor. Beležnice vam še ni posodil? Ne, imam že svojo, je precej polna. Hvala. Moželi se nešto promijeniti u hrvatsko-slovenskim odnosima prije pristupne konferencije koja sljedećeg petka? Doći do nekog dogovora? Pa naslednji teden se bomo srečali, kot zgleda, v Bruslju in upamo, da prišli do takšnega premika. Blokada ostane? Ja, to ostaje, kot smo že velikokrat rekli, dokler se ne spremenijo okoliščine. Gospod Bogar, kaj ste vi zahtevali, da se da v novi zakon o zunanjih zadevah, da se odpre slovenska diplomacija? Pravzaprav ste profesionalni diplomat,
Imate kakšne politične kadre v mislih? Ne, nobenega konkretnega imena nimam v mislih. Jaz edino mislim, da v tem trenutku še nismo kot ministrstvo tako močni, da bi bili samozadostni. Ni vsa pamet v ministrstvu in mislim, da je primerno pustiti možnost za kakšno od mest, da dobimo tudi od zunaj. Nimam nobenega konkretnega v mislih, ampak imam pa tudi že v mislih mesta, ki se odpirajo letos konec leta in prihodnje leto in nisem prepričan, da imamo za vsa ta mesta ljudi v hiši. Ampak člen je napisan tako, da zgleda, kot da je nekomu na kožo 4 leta diplomacije, Ne, 4 leta diplomacije, to je še osnutek, na katerem bomo še delali. 4 leta diplomacije je v bistvu problem, ampak je noter zaradi tega, ker je ta isti pogoj tudi za karierne diplomate. Karierne diplomati, da postanejo veleposlaniki, morajo prej službovati na enem drugem mestu. Se pravi, ne more biti to prvi posting v tujini, ampak je lahko kvečemu drugi. In zaradi tega iste pogoje smo morali dati tudi za, oziroma je ta skupina dala tudi tem za nekarierne diplomate, kar tako zužuje prostor, da jaz mislim, da preveč zužuje prostor, ker to pomeni, da lahko kandidirajo samo tisti, ki so že bili v zunanjem ministrstvu oziroma v službi v tujini. Tako da to bo potrebno neko malo drugačno rešitev najti.